Vračamo se v Medvoško knjižnico, kjer so v letu 2020 vstopili s celim nizom različnih dogodkov. Sredi meseca so med drugim že gostili Jakoba Šubica s Topola, ki je predstavil, kako načrtovati in zgraditi naravni dom. Še do naslednjega petka pa je v knjižnici na ogled prva samostojna razstava slik z naslovom Med nebom in zemljo Mojce Pintar. Doslej smo jo poznali predvsem kot učiteljico likovne umetnosti na osnovni šoli Medvode. Mojca Pintar je diplomirala iz likovne pedagogike pri profesorju Bojanu Kovačiču na Pedagoški fakulteti leta 2001. Po spletu naključja je postala učiteljica likovne umetnosti na osnovni šoli Medvode. Njeni učenci so v Medvoški knjižnici že večkrat razstavljali svoja dela. Za njo pa je tokratna razstava ne le prva v Medvoški knjižnici, ampak prva večja samostojna razstava nasploh po 20 letih ustvarjanja. Čisto spontano je prišla ta letnica 2020, ker je potrebno čakati kakšno leto, da prideš na vrsto. Ta številka 20 je meni tudi zelo ljuba, ker se je moja hči rodila 10.10.2002 in se vse 27.1.2020 in ura 19.00, vse se poklopi in je številka 20. Tako da je polno ene simbolike v tej razstavi. Na ponedeljkovem odprtju razstave je Pintarjeva dodala še, da je tokratni dogodek. Z glasbo so ga popestrile tudi njene nekdanje učenke, članice zasedbe MP3, Alina Žarovnik, Polona Avsenik in Alja Šlenc, zanjo eden najpomembnejših doslej. Primerjala sem jo z običaji aboriginov, ki rojstnih dnevov ne praznujejo, ampak praznujejo nek dogodek v svojem življenju, ko dosežejo neko svojo zrelostno stopnjo, v glavnem en res velik dogodek je to zame. Boštjan Soklič, umetnostni zgodovinar in kustos Loškega muzeja, je Mojco Pintar označil za izstopajočo članico neformalnega združenja puštalskih likovnih ustvarjalcev. Pravzaprav že dalj časa sledim skupini, ki se reče Puštalski umetniki, kjer je pa Mojca Pintar tudi neformalna članica tega združenja. Sem že več kot 10 let pozoren tudi na njeno delo in tudi v sklopu tega združenja zelo izstopa. Soklič je v katalogu, ki spremlja razstavo, zapisal še, da gre za vitalno slikarko, ki svoje likovne zamisli prepričljivo konkretizira, jih v sosledju umetniških sklopov vsebinsko formalno razširja in poglablja, ob tem pa brez sentimentalnosti izpostavlja svoje osebna občutja, ki so arhaična, dramatična in hkrati vizionarska. Umetnica sliko pretvori v sodobno ikono. Ja, pravzaprav dan današnji je že vsaka reprodukcija lahko ikona, vendar prave ikone vseeno so še rezervirane nekako za likovni prostor. Tako da tele so te prave ikone. Skratka, Mojca Pintar je ena zanimivejših slovenskih umetnic, ki še vedno prisega na ta direkten stik roke in tvarine, s katero ona pač ustvarja svoja likovna dela, ki so zanimiva tako vsebinsko kot formalno. Formalno zaradi tega, ker imamo tlele pred nami so neverjetne oblike, tako figuralne kot čisto abstraktne, ki jih umetnica zelo zanimivo povezuje in jih potem spet razdružuje. Sama tematika pa govori pravzaprav o nastanku tega sveta. Pintarjeva navdih za svoje slike išče v literaturi, ki opisuje stare civilizacije, mitologijo, stara vedenja in v temah, ki se dotikajo duhovne rasti človeka. Razstava je sicer retrospektivna, pa vendarle slike govorijo zgodbo oziroma obratno. Zgodbe so naslikale slike o iskanju civilizacij. Lahko bi rekla, da je na nek način retrospektivna razstava, ker v 20 letih sem sodelovala z puštalskimi likovnimi ustvarjalci in sicer na leto, ker sem tudi učitelj likovne umetnosti, nekako sem si mogla odtrgati čas, da sem še kaj zase naredila in naslikala kakšno stvar. Raziskovala sem pa veliko v knjigah. Tam sem našla pač motive in navdih. Zanimajo me stare civilizacije, že pozabljene, mogoče tudi ta staroverska civilizacija oziroma staroverci, njihova filozofija in način razmišljanja.
In potem se tudi v teh mojih slikah, ki so nastajale intuitivno na začetku, potem se je pa zgodba vedno bolj sestavljala v neko zaključeno celoto in je danes tudi predstavljena nek nabor vseh teh slik, ki so nastale v 20 letih. In je to pač neka zaključena celota. Slika v mešani tehniki akrila, peska in oglja. Običajno slikarsko lopatico, redkeje pa s čopičem. Zelo mi je blizu akril, ki ga kombiniram z ogljem in pa s peskom, kjer poskušam potem ta arhaičnost, starinskost, ta pridih teh starih, rečemo, civilizacij, nekako potegniti ven v slike. Novejša dela so v primerjavi z začetnimi še bolj izčiščena in okleščena bohotnosti dominantne figure. Upodablja snovno, telesno, kar zaznava s čutili, toda vsem, kar je materialno, prepoznava umnost, duha oziroma dušo, ki snovi vdihuje življenje in red, je še zapisal Soklič v katalogu, za katerega je slike fotografiral Janez Pelko, nosi pa naslov tako kot razstava, po ciklu slik Med nebom in zemljo. V bistvu Med nebom in zemljo je potem zapakirana ta idejna misel v tej razstavi, in sicer ženska kot zemlja in moški kot nebo v nekem stiku, in ta linija med njima je tisto ravnovesje, ki ga iščemo v vsakdanjem življenju, da nisi ne preveč zgoraj, ne preveč spodaj, ampak da iščeš tisto sredinsko mejo. Razstava bo na ogled le še do petka, 7. februarja.